to je predstavitev prenovljenega portala Knjižničarske novice. Ta je v kratkem času svojega obstoja postal pomembna referenčna točka, ki sproti obvešča zaposlene v knjižnicah o novostih in trendih v stroki. Kakšen je bil namen prenove portala, kaj ta prenaša za bralce, bosta predstavila tehnična urednica Milena Bon in njegov glavni urednik Gregor Škrl. Kateri od vaju bo začel? Pozdravljeni, začela bom kar jaz. Hvala, glavna urednica pa je Damjana Vovk. Odgovorna urednica je Damjana Vovk, tako da midva, Gregor in jaz, vam bova predstavila danes, kaj je bistveno novega, kaj je zanimivo za uporabnika in zakaj je dobro, da to poznate. Knjižničarske novice, ki so bile letos prenovljene, imajo več kategorij. Prva kategorija so novice, se pravi, da objavljamo razne zanimivosti z področja stroke, tako iz domovine kot iz tujine, in ko pač kliknete na to kategorijo, dobite nabor vseh novic, ki so objavljene in jih lahko potem tudi pregledujete, tudi za nazaj iščete in ko želite potem na drugo kategorijo, kliknite ponovno na knjižničarske novice in se vam pojavi nova oziroma pregled vseh kategorij. Kaj pa zdaj štrika? Čakamo. Malo počasi je začel delati. Vsi klikamo hkrati. Mogoče je še kdo od vas to odprl? Ja, se vidi. Ja, se vidi, ne? In potem naslednja kategorija je kategorija izobraževanje. Se pravi, da karkoli je napovedanih izobraževanj, že na začetku koledarskega leta, jih tudi vse beležimo, kako še razložim. V glavnem pa tu sproti objavljamo tisto, kar nam mogoče vi pošiljate, se pravi, da napovedujete kakršnokoli izobraževanje, ki je pomembno seveda za širšo strokovno javnost, ne pa za ožje lokalno. In tudi, če ugotovite ali imate informacijo o kakšnem izobraževanju, spletnem seminarju, konferenci v tujini, bomo zelo veseli, če nam to posredujete in bomo te novice tudi objavili. Kar je zadnjega in preglednega, imamo potem na tem delu vse predstavljeno, tudi s programom, časom trajanja, kotizacijo, začetkom, tako da imate res en tak hiter pregled, kaj se vam obeta na področju stroke novega. Naslednjo kategorijo članki pa bo predstavil Gregor. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Naslednja kategorija je kar precej pomembna in vsebuje članke, strokovne članke. Na tem mestu se moram najprej zahvaliti že vsem, ki so sodelovali, nam posredovali v objavo svoje besedila. Kar precej jih je in upam, da so mnogim v pomoč z idejami. Kaj pa je bistvo strokovnega članka, predno pride do objave? Uredniški odbor se sestane, pregleda in najprej ugotovi, če je vsebina pravzaprav primerna za knjižnično dejavnost. Potem skomuniciramo z avtorji, članki so tudi recenzirani in lektorirani. Vsebovati pa morajo nekatera določila, bom kasneje tudi pokazal napotke za avtorja, kot lahko vidimo, izvleče ključne besede, podatke o avtorju, ravno tako so pomembne avtorske informacije o fotografijah in ostalih priloženih gradivih. In zdaj bi se jaz kar tule za sekundo ustavil pri tem članku, ta je bil zadnji objavljen. Kaj je tudi novost tega portala? Velika novost so tele ključniki, oznake, hashtagi, kakorkoli jih že imenujemo, ker nas hkrati popeljejo tudi na vse sorodne informacije.
Zelo dobrodošlo in priročno so tudi tele vtičniki, ki smo jih dodali, kjer lahko delimo vsebine na določenih družbenih omrežjih ali po e-pošti, oziroma si celo natisnemo posebej takle daljši članek. Pri članku, če se takole sprehodim, poglejte, pomemben podatek, hvala avtorjem, da tudi izpostavijo kratek opis fotografije, da dorečemo, kaj je tisto v bistvu tudi avtorstvo fotografije, ki je pomembno, tako da dejansko zadostimo vsem strokovnim navodilom. Takole do konca, članek je res obsežen, izjemno zanimiv, poglobljen in zelo pomemben za knjižničarsko stroko in smo hvaležni, da smo dodali tale kamenček v naš knjižničarski mozaik. No, in kar želim pokazati še zadnji del, in sicer viri in literatura, ki so ravno tako pomembni. Uporabljamo APA 7 standard, tudi to vedno lahko dogovorimo, če kdo nečesa ne pozna, in smo vedno pripravljeni skomunicirati. Navodila za pisanje pa najdemo v zavihku Sodelujte z nami. Tule smo pripravili in zbrali novice, oziroma vse napotke za krajše novice. Poglejte, strokovne informacije, primeri iz prakse, zgledi. Kaj je tisto, kot je tudi že Milena opozorila, novice, izobraževanje, da nam jih posredujete. Natančna navodila so zapisana tule, kaj zapišete, kako, na kakšen način, in jih posredujete na pošto knjižničarskih novic. Tukaj vas še prosim, lahko v KP dodate tudi Mileno in mene, ker včasih se zgodi, da je kdo odsoten, pa potem drugi hitreje vidi in stvari skliče in pripravi. V nadaljevanju pa so natančna navodila za avtorje strokovnih člankov, kaj vse naj besedilo vsebuje, kakšen način, kako je, če vstavljamo preglednice slike, citiranje, navajanje, avtorstvo prispevka. No, in kot sem že omenil, potem se uredniški odbor sestane, pregledamo vsebino in potem dogovorimo z avtorjem, da pripravi vsebino do te mere, da je lahko potem tudi objavljena. Kot zanimivost naj povem, da ne gre vse to v enem dnevu, da pač takšni procesi potrebujejo svoj čas. No, potem bi predstavil še kategorijo poročila, kjer se tudi objavijo malce daljši prispevki. Takole, ko kliknemo kategorijo, imamo zbrane potem res vse objave z kategorije poročil. Tole tudi resnično hvala vsem sodelujočim, da že pošiljate, kajti s tem olajšate kolegom, kolegicam, da lahko vidijo, preberejo, slišijo, kaj se je nekje zgodilo, ker se pač vsi ne morejo udeležiti nekega določenega dogodka in potem tule lahko preberejo natančno, kaj se je zgodilo in so na tak način tudi v koraku s časom, stroko. Teh poročil je tudi že kar precej, so opremljeni. Pozabil sem pomeniti, pri člankih tudi poskrbimo, da so potem vpisani v sistem COBISS, tako da so tudi najdljivi, s povezavami in še toliko bolj priročni in uporabni vsem zainteresiranim. Naslednja kategorija so zgledi. Milena, če bi predstavila. No, pa mogoče še to pri člankih in poročilih, če so to obsežnejši in komisija to tako presodi, potem so tudi upoštevajo pri napredovanju, kar je tudi za vse mlajše kolege zelo najbrž tudi pomembna informacija. Zgledi je kategorija, ki predstavlja neke primere dobrih praks, tako iz domovine kot iz tujine. Veseli bomo tako vaših novih storitev, nekih novosti, ki so vredni, da jih vidijo tudi drugi. Recimo v času korone so bili to primeri paketnikov, ki smo jih prikazali, tako da se je informacija lahko razširila med vso strokovno javnost. Objavljamo pa pri zgledih tudi primere iz tujine, se pravi, tule je primer novosti knjižnice v tujini, kjer so uvedli tole kolo z vozičkom spredaj,
kar seveda za nas ni čista novost, saj ima MKL tudi že nekaj časa tak bicikel z vozičkom. Gremo na naslednjo kategorijo. Naslednja kategorija pa je branje. Tu v tej kategoriji predstavljamo nove številke, ki izidejo revij, časopisov, časnikov, biltenov, potem novičnikov, tudi spletnih, tako da lahko vidite tudi novosti strokovne, ki se dogajajo v tujini ali domovini, se pravi, res so predstavljene te številke. Če poznate tudi vi in spremljate kakšen strokovni časopis, ki ga pogrešate med predstavitvami na našem portalu, za vse vrste knjižnic bomo zelo veseli, če nam tudi to kot novico pošljete, tako da lahko ljudje oziroma je strokovna javnost s tem tudi seznanjena. Kategorija branje, mogoče sem samo še to pozabila, da tudi izpostavljam posamezne članke iz določenih revij, spleta ali pa kakšne objave, članka, ki je bil kjerkoli samostojno objavljen, tako da je pomemben za javnost, bi vas res tudi prosili, če lahko nam te stvari pošljete kar na naslov Knjižničarske novice oziroma zraven še na najin. Največja novost tega našega portala pa je koledar dogodkov. Prvič imate tekoče dogodke že ob strani, na prvi strani portala, na naslovni, lahko pa greste direktno potem v sam koledar, kjer imate po mesecih znotraj dnevov vse dogodke, ki smo jih zabeležili in se dogajajo doma in v tujini, tudi take, ki trajajo več dni, tudi take, ki so kot recimo dogodek Mesec knjige po cel mesec. Tu ob strani se po mesecih premikate, pregledujete in če kliknete kakršenkoli dogodek, ki vas zanima, imate potem podrobnejši opis in tukaj potem prejšnji in naslednji dogodek. In to lahko uvozite tudi v svoj koledar, lahko greste direktno na spletno stran tega dogodka in se tam tudi prijavite, če je prijava potrebna. Znotraj dogodkov pa naj mogoče omenim še to, da so tu objavljeni vsi dogodki oziroma izobraževanja, ki jih izvajamo v NUK-u celo leto, potem vsi dogodki in izobraževanja, ki jih izvajajo v Mestni knjižnici Ljubljana in vse izobraževanja, ki jih pripravlja IZUM. Poleg tega pa objavljamo tudi še različne mednarodne dogodke ali pa pomembnejša izobraževanja, ki so nam jih sporočile posamezne slovenske knjižnice. Kar je pa tujih, pa je v glavnem tisto, kar mi sami poiščemo in potem tudi pripravimo to objavo. Tako da tega bomo zelo veseli. In še nekaj, vse to, kar ste videli sedaj na tem portalu, dnevno pardon, mogoče res, ja, bomo Gregor, bom še predstavil še eno kategorijo, ki je zelo iskana in brana. Tole pa je kategorija zaposlitev, kjer objavljamo precej ažurno nova prosta delovna mesta. Tudi tule se je že dogodilo, da je to postala ena stična točka in nas tudi organizacije obveščajo, da razpisujejo neko novo delovno mesto in na tak način na enem mestu potem tudi hitreje zainteresirani izvedo za to objavo in se lahko tudi prijavijo. Bi pa samo še dodal pri koledarju, ki ga je Milena tako natančno predstavila,
Tudi ta koledar nam na nek način zelo dobro pokaže zasedenost, obremenjenost določenih dni in mesecev, kje je že ogromno dogodkov, da potem vemo, ali datum ustreza ali ne. Zdaj, predno bi šla ti na Facebook, bi jaz samo še tole pozval. Na naslovni strani se takole lahko sprehodimo in poleg te izpostavljenih dnevnih novic pridemo tudi na vsako kategorijo posebej. In od leve proti desni so nanizane najnovejše objave. In tudi tu, če kliknemo na novico oziroma poimenovano kategorijo, se nam odpre celotna kategorija. Pod zbranimi kategorijami pa je še eno pomembno mesto. Tule so zbrane najbolj pogoste in največkrat klikane tele oznake, ključniki, kakorkoli jih imenujemo, hashtagi, in če jaz recimo kliknem kar na tega prvega, nam takoj portal prikaže čisto vse novice, ki so bile označene, tagirane, hashtagane s to besedo, s tem ključnikom. Mogoče tukaj še dodava, da ko nam pošiljajo ta vabila za izobraževanje ali pa poročila, da tudi dodajo že ključnike, ki bi želeli, da so tukaj zraven objavljeni. Pa še mogoče, da dodava to, da je zelo zaželeno, če dodate tudi kratko novičko, kot vidite tu na tej strani. Ja, takole takšen povzetek. Ja, kaj bo v tej kratki novički izpostavljeno v vašem prispevku, ki ga pošiljate? Zdaj pa predno bi šli še na naslednje zadeve, bi vas tule še povabil in pozval, da se lahko na dnu portala prijavite tudi na knjižničarske novičke, ki jih pripravljamo vsake 2 tedna na 14 dni, izpolnite podatke in boste potem tudi na naši listi in boste obveščeni o tistih najbolj izpostavljenih in pomembnih novičkah. Mogoče dodaj še arhiv? Lahko ga zdajle dodam. A mi ne gre? Ja, takole se pravičujem. Da vas spomnim, celotne knjižničarske novice so tudi objavljene, digitalizirane na digitalni knjižnici, vse tja do leta 2020, ki so izhajale v tiskani obliki. Zdaj pa lahko še družbena omrežja. Če boste iskali, stare, niso zgubljene, še vedno so na enem mestu najdljive, vse shranjeno. No, vse to, kar pa mi na portalu dnevno objavljamo, pa potem pripravimo tudi kratko novičko v Canvi in objavimo na Facebooku, tako da tu ste lahko tudi, če se pač pridružite naši skupini, hitro obveščeni, kaj je ta dan pomembnega objavljeno na portalu Knjižničarske novice in potem dobite več informacij. Kar pa se mi zdi še zelo pomembna novica, je mogoče, da vas opozorim na tole, da je išla nova publikacija, starejši monografski viri, pravila z navodili za katalogizacijo v formatu Comarch, no in vedno tukaj imate povezavo, kliknete in potem pridete do te novice v celoti oziroma celo do tiste publikacije. Ker res skušamo na portalu objaviti od programov izobraževanj do direktnih linkov oziroma povezav na posamezne ali monografije, gradivo pač, ki zraven sodi, tako da so vsi linki aktivni. Če kdaj slučajno kakšen ni, lepo prosimo, takoj nas obvestite, bomo uredili. Tukaj bi pa izpostavila eno samo novico na Facebooku, namreč IFLA bo letos v Rotterdamu in iz 16 knjižnic, iz 11 držav sveta se je potegovalo za nominacijo za najboljšo knjižnico leta 2023. Knjižnic 16 in izbrane, nominirane za nagrado so bile 4 in med drugim je to naša slovenska knjižnica, najnovejša Valvazorjeva knjižnica Krško in držimo pesti, da ji uspe tudi zmagati.
Toliko na kratko, Gregor, še ti kaj? Lahko povem, da v tej naši skupini na Facebooku objavljamo tudi kakšne dodatne novičke, ki niso pač uspele do portala, tako da tudi na ta način obveščamo strokovno javnost. Tako da to bi bilo pa to, Če bi bilo kakšno vprašanje. Hvala, Milena in Gregor. Dobili smo v klepetalnico eno pohvalo za koledar dogodkov. Res vas prosim, da si pomagate s koledarjem dogodkov, zato ker se mi zdi, da je zelo veliko dogajanja in žal določene stvari včasih grejo mimo nas. Tudi če ste zamudili katerega od dogodkov, tako kot je Milena pokazala, je na samem dogodku povezava na spletno stran in ponavadi so na teh spletnih straneh dostopni tudi posnetki dogodka ali povzetki dogodka, tako da vam bo tudi to koristilo v bodoče. Seveda pa si lahko z njimi pomagate tudi v času načrtovanja dejavnosti za prihodnje leto, pogledate, katere konference so bile izvedene v preteklem letu in potem na podlagi tega tudi pač pripravite plan za naslednje leto. Če imate še kakšno drugo vprašanje, vam dam še 3 sekunde časa. Drugače pa hvala tudi vsem, ki boste v prihodnje prispevali članke, novice, informacije o dogodkih in druge prispevke za portal Knjižničarske novice. In tudi, če nimate kilometrine s pisanjem, vam bosta Gregor in Milena vas bosta prijazno vodila čez postopek in vam pomagala k čim boljši objavi. Smem samo še eno prošnjo izraziti? Lahko. Prosili smo vse visokošolske knjižnice, ker letos poleti bi radi predstavili posamezne visokošolske knjižnice na portalu, da nam pošljajo kakšen kratek prispevek o svoji knjižnici. Lani so bile specialne knjižnice tema, letos pa bi želeli visokošolske, tako da prijazno vabljeni, posredujte nam prispevek o vaši visokošolski knjižnici. Hvala. Hvala, Milena. To je tudi fajn, da se knjižnice malo spoznamo med sabo in lažje usmerjamo uporabnike na bolj specializirane informacije oziroma kje lahko dobijo odgovore na težje vprašanja. Pred odmorom, če ni do kdaj je rok za visokošolske knjižnice? Po knjižničarskih novicah načeloma ni roka. Če boste tam nekje do srede avgusta poslali, bo bilo objavljeno tekom poletja, tako da ni nobenega problema. Tudi ostali, pač dostikrat dobimo vprašanje, do kdaj je rok za pisanje prispevkov. Vedno jih sprejemamo.